Hvala ti še enkrat za Svetega Duha. Hvala ti za dar tvojega Duha, ki si nam ga obljubil. Gospod, obljubil si, da po tvojem Duhu nas boš vodil v vso resnico in da s tvojim Duhom boš govoril našemu srcu, nam dal prepričanje, nam boš dal modrost, ko lahko imamo zmago nad sovražnikom. Zato te prosimo, Gospod, za dvojno porcijo tvojega Gospoda, da napolniš ta prostor in naša srca, da bi lahko govoril preko mene. To te prosimo v Jezusovem imenu. Amen. Kaj torej je duhovni boj? Tu piše, krščansko življenje je nenehen boj. To pomeni, da smo vedno v boju in nikoli se ne bo to končalo, dokler Jezus ne pride. Cerkev, ki se bojuje, ni cerkev, ki je premagala. Pavel pravi, kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodarovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Srečati, boriti, to sem dal v oklepaj, se moramo z močmi in vplivnimi človeškimi biti, ki so na satanovi strani spora, čarovniki, satanovi sodelavci, agenti zla. Se pravi, satanovi strani spora, prav tako se moramo srečati z nevidnimi agenti zla. Naj nas najdejo na pravem mestu. Torej, neizogibno je, srečali se bomo z satanovimi agenti. In bolj kot se bližamo času koncu časa, je moje verovanje, da si Satan želi vse nas obsediti. Torej, ne gre za dokaži mi, da to ni res, potem bom nehal to gledati. Dokaži mi, da je to dobro, da bi sploh dal prostor temu, da bi si to pogledal. Filmi, glasba, knjige, fikcija, fantazije, vse te reči hudič uporablja in samo en cilj ima, da bi nas pripeljal do točke, da bi nas obsedel. Kako drugače pa bo prinesel nedeljski zakon, da bi se vsi poklonili temu? Razen tako, če imamo odprte vrata za hudiča, da mu dovolimo, da nas obsede. In hudič ni več tako, da bi počel stvari nedirektno. Pred nedavnim sem videl, da je Taylor Swift v njenem koncertu pripeljala krog čarovnic, ki so mantrale okoli nje in čarale občinstvo, medtem ko je imela koncert. To ni več nekaj na skrivnem. Problem za nas, adventiste, pa je, da smo predolgo postali odvisni na vse te kanale in ne moremo nehati, pa naj bo to YouTube, Netflix, filmi, naši najljubši MTV glasba. Pretežko nam je, ker smo tako odvisni od tega. In nekako smo dobili ta odnos do teh reči, da opraviči mi to stvar. Vedno imamo ta odnos. A bom izgubljen, če gledam ta film? Morda ne boš izgubljen sedaj, ampak če boš gledal še več takih filmov, boš izgubljen. A bom izgubljen, če nisem vegetarijanc? Ne boš izgubljen, če nisi vegetarijanc, če bi bilo to v izolaciji, ampak je beso in tako ne boš mogel preučevati Božje besede in gledal boš vse te čudne reči, boš ohromil tvoje telo in ne boš mogel več biti 10-krat pametnejši, kot so bili Daniel in njegovi prijatelji. In če ne boš 10-krat bolj pameten od najbolj neumne generacije v tej zgodovini sveta, kakšno upanje potem sploh imamo? Bog nam je dal vsa urodja, da bi lahko mi bili tisti, kar moramo biti kot najbolj glupa in neumna generacija v zgodovini človeštva. Da bi imeli močno telo, močen da bi imeli čist in svet Hudič pa si odpira vrate kanala do nas vse poprek, da bi nas lahko uničil. In v naši biblični šoli vsako leto otroci, ki pridejo, so vsi pokvarjeni, polomljeni. V 4,5 letih jim Božja beseda pomaga, da se pozdravijo. In slišijo Božjo besedo ponovno v svojem življenju. In potem se začne drugi boj, ko začnejo reformacijo. Proces tega. Prvo je, da slišiš, to pripelje prebojenje in željo, potem pa začne dolgi boj reformacije, spremembe, predaje in zmage nad grehom. To je vojna, ki smo jo deležni neprestano. V žaru spopada, medtem ko smo vključeni v resni duhovni boj, so nam ob strani nevidne sile, pooblaščene z nebes, da nam pomagajo v naših borbah. Hvala Bogu za to.
Vsi imamo angela. Vsi imamo legiona angelov, ki nas obkrožijo in ščitajo vsak moment našega dneva. Sicer bi že bili mrtvi takoj. Hudič si ne želi nič bolj, kot da bi nas ubil, če bi mu to bilo dovoljeno, ampak mu ni. V krizi pa so nam podeljeni moč, trdnost in energija in imamo več kot smrtno moč. Toda, če človeški predstavnik ne uskladi svoje volje z Božjo voljo, če ne zapusti vsakega malika in premaga vsaka napačno prakso, ne bo nikoli uspel v boju, temveč bo na koncu premagan. Hudič bo centimeter za centimetrom dobil oblast nad našim srcem. Pokazal bo v trenutku več. Tisti, ki želijo biti zmagovalci, morajo prvič se vključiti v spopad z nevidnimi silami. Ne moramo bežati od tega. Če želite resnično izpolniti evangelij in pooblastilo evangelija, morate se boste mogli z nekom ukvarjati, ki je obseden. Z nekom, ki ga napadajo demoni. Sicer se skušate tega ugibati ali pa res ne delate Božjega dela. Torej, morali se bomo spopasti z temi nevidnimi silami. Druga stvar, premagati notranjo pokvarjenost. To je zmaga nad grehom, to imenujemo. 3. Vsako misel uskladiti s Kristusom ter se mu podrediti. To pomeni celo to, kar ljudje ne morejo videti. Ne gre samo za zmago nad grehom, ki jih vsi ljudje vidijo. Tudi misliti ne bi smel. Matej 5 nas uči to. Jezus je rekel, če imate jezo v srcu, ste nekoga ubili. Jezus je rekel, če že samo pogledate na žensko, z mislijo v vašem srcu ste že prošuštvovali. Bog si želi, da nas preobrazi naš O tem bomo malce kasneje govorili. Ure in ure se vojaki urijo, da se razbremenijo svojih nahrbtnikov in jih hitro znova namestijo nase. Naučijo se, kako razstaviti orožje in kako ga hitro sestaviti nazaj. Izurjeni so za napad na sovražnike ter usposobljeni za vse vrste manevrov. Vem, da je v Ameriki zelo velika vojska in sigurno poznate te reči. Tako se vaja nadaljuje in usposablja moške za vsakršno krizno situacijo. Ali naj bi bili tisti, ki se borijo v boju za princa Emanuela, manj resni in skrbni pri pripravah na duhovni boj? Ellen White pravi, Američani, ljubite vašo vojsko, ampak Božja cerkev, ker je Božja vojska, se ne pripravlja, se ne uri za te reči. Ali ne bi morali biti bolj pripravljeni za ta duhovni boj, v katerem smo? Do naših otrok je potrebno pokazati večno budnost. Satan s svojimi mnogovrstnimi pripomočki začne delovati z njihovo naravo in njihovo voljo takoj, ko se rodijo. Njihova varnost je odvisna od modrosti in budne skrbi staršev, ki so ponovadi preveč zaposleni, da delajo v službi. Kaj je hudič storil v naših družinah? Naredil je, da oba starša gresta in delata. Oba starša hočeta biti vodje v cerkvi. Oba starša si želita, da bi bila pastorji, starešine, glava cerkve. Zakaj je samo moškim dovoljeno to delati? Jaz sem ženska, jaz sem enakovredna, jaz želim to tudi početi. To je problem feminizma, ker uničuje družino. Ker v prvem pismu Timoteju, v 2. poglavju, na koncu piše, Pavel pravi Timoteju, naj ženske bodo rešene pri rojevanju otrok. To pomeni, da naj bodo ženske pastorke svojih otrok. To pomeni, naj bodo ženske starešine njihovih otrok. Če želite biti vodje, bodite vodje vaše male čredice, ker je to bolj pomembno kot voditi cerkev. In ko sta tako oba starša tam zunaj, se tako moški in ženske bojujejo za pozicijo v tem svetu in v cerkvi. Otroci so zapuščeni hudiču.
V ljubezni in strahu pred Bogom si morajo prizadevati, da bi se ukvarjali z vrtom srca in zasejajo dobro seme pravega duha, pravilnih navad ter ljubezni in strahu pred Bogom. Če otrok ni že doma pravilno poučen, če ni vsaj eden od staršev prisoten, da se zaveda, kaj se dogaja, potem ga bo Satan izobraževal prek sredstev, ki jih bo sam izbral. In zato se naše družine razpadajo. To je tudi zato, zakaj otroci zapuščajo cerkev. Mladi. Ne vidimo pomembnosti, da bi varovali naše otroke pred hudičem. In ko smo prebrali ta citat, ta nasvet, mislim, da je še en citat? Ne, ni. Ko smo prebrali ta nasvet in tudi ostale, eden izmed naših bibličnih delavcev, oziroma dva, sta imela preučevanje nekje doma. Eden izmed delavcev je preučeval starši in drugi biblični delavec je bil v drugi sobi, je skrbel za njihova dva otroka. Mislim, da otrok je bil 3 ali 4 leta star, drugi otrok pa se je ravno rodil, enoletnik. Starejši je tepel mladega dojenčka. Biblični delavec je vlekla stran, ampak vedno se je vračala in tepla dojenčka. In na koncu se je spomnil, biblični delavec, da smo ravno to govorili, kako v bistvu, kjer Ellen White piše, da bi bilo dobro za starše, ko se njihovi otroci brez kontrole derejo, namesto da jih disciplinirajo in se razjezijo, da jih stisnejo k sebi in izženejo demone. Tako je ta biblijska delavka vzela otroka k srcu in izgnala demona. In to je bil 3-letnik. In tako se je obrnila k njej in je rekla, hvala, otrok, je to rekel. To nam je resnično pomagalo razumeti. Ko je prišla nazaj, nam je podelila to izkušnjo in nam je dalo razumeti, da vsakič, ko se naši otroci derejo brez nadzora in so tečni in je tečno za starše, so v bistvu demoni v igri. In demoni jih nadlegujejo. In kar bi morali storiti, stisniti otroka k sebi. Tudi jaz sem to že mnogokrat storil z mojim sinom, ko se je čudno obnašal, ko je jokal brez kontrole. Sem ga vzel k sebi, sem molil in izgnal demone, ki so ga težili. In tako se je pomiril. Tukaj je ta nasvet. Tako lahko aplicirate ta nasvet. Duhovni boj, poslanstvo vseh nas kristjanov, če preberete vse te vrstice, Jezus v bistvu daje nalogo učencem ne samo, da oznanjajo besedo, ne samo, da ozdravljajo bolne, ampak da izganjajo demone. Ko je 12 posvetil, je rekel isto reč, jim dal ukaz, naj oznanjajo, ozdravljajo in da izganjajo demone. In ko jih je poslal 70, isti poziv. Oznanjajte, ozdravljajte in izganjajte demone. In na koncu še, ko je cerkvi dal nalogo oznanjati evangelij, Matej 28 si mislimo, ampak v celi sliki je to napisan Marko 16, 15 do 18. Pridigaj, ozdravljaj bolne in izganjaj demone. In ta 1/3 naloge evangelija nam manjka, ki nam ga je dal. Izganjanje demonov je del evangelijskega dela. To ni neka čudna stvar, da bi jo počeli. To ni neka ekstremna reč. Vsi moramo vedeti, kako izganjati demone. Kako Bog želi, da izganjamo demone iz ljudi. Duhovni boj je druga polovica zdravstveno-misijonskega dela. Žalosti me, da kamorkoli grem, da so tisti, ki se ukvarjajo z zdravstveno-misijonskim delom, se nekako nočejo spopadati z temi problemi. Ukvarjati z demoni. Mislijo, da je zdravstveno misijonstvo naravna sredstva zdravljenja. Mislijo, da je zdravstveno-misijonsko delo hidroterapija, obkladki in vse te reči. Pozabljajo pa, da gre za Božjo moč, ki nas zdravlja. Da ne gre samo za naravna sredstva zdravljenja. Včasih se počuti, kot da naši inštituti, tudi te samo oskrbni, in so preveč prevzeli idejo, da so samo naravna sredstva zdravljenja.
Izgubili smo našo vero v to, da našega stvarnika in našega zdravnika in njegovo moč. In potem se bojimo, ker včasih ljudje pridejo k nam in ne vemo, kako jih pozdraviti. Ja, če ne vem, kako jih pozdraviti, potem boljše, da se ne vklapljam v to. Ampak Bog, pri Bogu si ne predstavljam, da je Bog zavrnil kogarkoli, ki je želel biti pozdravljen. Če niso hoteli biti pozdravljeni, to je druga zgodba. Torej, to delo vključuje tudi zganjanje demonov, tudi posvetovanje in učet, kako uporabljati duhovna orožja, bojevanja v našem vsakdnevnem življenju proti napadom sovražnika, tako v preizkušnjah, skušnjavah, kot tudi napadih, kot jih je imel Job. Kot jih tudi Ellen White jih je doživela take napade. 1/3 dela, ki ga ne učimo in zelo malo vemo o Božjem ljudstvu v teh rečeh. Nekako se mi zdi, da iz 1970-ih, ko je Roger Morneau napisal knjigo, od takrat so demoni zelo uspešno nas kot cerkev spravili v to, da smo pozabili te reči. Nekako smo to odfilozofirali, razložili stran od nas. In problem tega so tudi hollywoodski filmi, ki demone naredijo vsak dan. Samo film. Ni takih stvari, kot so demoni. To sem pač videl na televiziji, nič se ne zgodi, meni se ni nič zgodilo. Samo razložimo stvari in upravičimo pomanjkanje demonov, tako rekoč. Videla sem, da če bi cerkev vedno ohranila svoj poseben sveti značaj, bi bila moč svetega duha, ki je bila podeljena učencem, še vedno z njo. Bolni bi bili vzdravljeni, demoni bi bili grajeni in izgnani. Ona pa bi bila mogočna in groza svojim sovražnikom. Satan se danes polasti umov ljudi. Pri svojem delu v Božji zadevi sem vedno znova srečevala tiste, ki so bili tako obsedeni in v Gospodovem imenu grajala hudega duha. Tudi Ellen White je izganjala demone. Kaj torej je duhovni boj? Neprestana vsakodnevna življenjska vojna z Jezusom Kristusom proti Satanu in demonom. Vsak dan se soočamo napade demonov. O tem bomo govorili v naslednjih delih. Vedeti moramo, kako se lahko branimo proti tem napadom. In mnogi se ne zavedamo, da smo napadeni. Preprosto čutimo, da sem. Naprimer, jaz sem vzkipljiv. Recimo, mi smo Božji sinovi in hčere in nihče nima po naravi vzkipljivost. Gre zaradi vpliva demonov, zaradi tega imamo slab vpliv. Tukaj nas v bistvu demon manipulira. To je del Kristusovega naročila vsem učencem, da pomagajo drugim najti svobodo in celovitost v Jezusu Kristusu, ki so sužnji Satanu in demonom. Kako nas torej demoni napadajo? To je zelo pomembno. In to je prvi korak, ko nekoga posvetujem. Želim jim razložiti, da razumejo, kako nas v bistvu demoni napadajo. To je zelo pomembno. Naše izboljšanje moralne čistosti je odvisno od pravilnega razmišljanja in pravilnega delovanja. Človeka ne omadežuje to, kar gre v usta, ampak kar prihaja iz ust. To omadežuje človeka. Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanje, tatvine, krive pričevanje, kletve. To je tisto, kar omadežuje človeka. Torej, iz srca prihajajo hudobne misli. Iz našega srca, iz misli. Iz tukaj nas demoni napadajo. Demoni nas napadajo. Kje je naše srce mim grede? Naš Tako je, ja? Torej, demoni nas napadajo v našem umu. Do takrat, ko se te reči fizično že manifestirajo, so že dobili nadzor nad nami. Kje se to začne? Torej v umu. Sedaj pa, zle misli uničijo dušo. Božja spremenjujoča moč spremeni srce, prečisti in očisti misli. Razen če se odločno potrudimo, da bi misli ostale osredotočene na Kristusa, se milost ne more razkriti v življenju. Se mora vključiti v duhovni boj. Vsaka misel se mora podvreči poslušnosti Kristusu. Vse navade morajo biti pod Božjim nadzorom. Tukaj citira iz 1. Korinčanom 10, 3-5. Vse naše misli moramo dati v poslušnost Kristusu. Torej, kje nas bodo demoni napadali? Prvo bodo napadli naše misli. Še nekaj citatov.
Izogibajte se satanovim začaranim tlem in ne dovolite, da bi se vaš odvrnil od zvestobe Bogu. Po Kristusu ste lahko in morate biti srečni ter pridobiti navade samovladanja. Celo vaše misli morajo biti podrejene Božji volji in vaša čustva bodo pod nadzorom razuma in religije. Sposobnost domišljije vam ni dana, da bi se ji popolnoma predali kakor nekemu nezadržanemu hudourniku, brez kakršnega koli napora, da bi jo disciplinirali in obbrzdali. Kako torej zgubimo nadzor nad mislimi? Kako nas hudič dobi, da zgubimo nadzor nad mislimi in da pustimo, da to gre po svoje? S tem, kar gledamo. Filmi uničujejo našo sposobnost, da nadzorujemo svoje misli. Glasba, ki se ponavlja, recimo rap muzika, heavy metal in podobno, vse to nam pomaga, da zgubimo nadzor nad svojimi mislimi. Enostavno ne moremo spraviti recimo glasbe iz misli. Ne moremo zbrisati slike iz filmov, ki ga imamo v glavi. Če so misli napačne, bodo občutki napačni. Misli in občutki pa skupaj sestavljajo moralni značaj. Ko se odločite, da vam kot kristjanom ni treba omejevati svojih misli in občutkov, kot večina izmed nas, danes v svetu so taki, ste pod vplivom zli angelov in vabite njihovo prisotnost in nadzor. Če nas demoni lahko spravijo do tega, da spustimo svoje misli in se prosto gibamo, oziroma misli, potem lahko demoni dobijo nadzor nad nami. Če se prepustite svojim vtisom in dovolite, da vaše misli teče v kanalu sumničavosti, dvoma in obžalovanja, boste med najbolj nesrečnimi smrtniki. Vaša življenja pa se bodo izkazala za neuspešno. To se zgodi v vseh zakonih. Demon, Ellen White omenja, citira, imenuje enega demona v Adventist Home knjigi in ta demon se imenuje demon prepira. Če iščete demon v knjigi Adventist Home, boste najdli to ime. V vsakem domu je demon prepira. In kaj je namen demona prepira? Da nas naredi kot kanal sumničanja proti soprogu. Da nas naredi, da dvomimo o tem, ali smo pravi za skupaj. Da se pritožujemo, da dobimo pritoževalne misli proti svojemu soprogu. In med otroki in starši isto. Ellen White pravi zato, da je demon prepira vedno tam, da uničuje zakon, da uniči družino. Malo kasneje vam bom to pokazal. Misli oblikujejo značaj. Kakor človek misli v svojem srcu, takšen je. Pregovor 23. Veliko misli sestavljajo nenapisano zgodovino enega samega dne. In te misli imajo veliko opraviti z oblikovanjem značaja. Naše misli je treba strogo varovati, kajti ena nečista misel naredi globok vtis na dušo. Zla misel pusti vtis v umu, zli vtis v umu. Če so misli čiste in svete, je človek boljši, ker jih je cenjen. Z njimi se duhovni utrip pospeši in moč za delati dobro se poveča. In tako kot ena kapljica dežja pripravi pot drugi pri vlaženju zemlje, tako ena dobra misel pripravi pot drugi. Vsak ima moč, sposobnost izbirati tematike, ki bodo zasedale misli in oblikovale značaj. Torej, skozi dan bodo demoni napadli naše misli. Naredili bodo vse negativne misli in če bomo izbrali, da sprejemamo te misli, da vam nekaj primerov, večina ljudi z depresijo, misli, s katerimi se hranijo, sovražim se recimo, neuporaben sem, nihče me ne ljubi, ubiti bi se moral. Ali pa tisti, ki se z jezo ukvarja. Sovražim tega človeka. Ki bi ga lahko udaril. Da bi ga ustrelil. To so misli, ki jih demoni spravljajo v naše misli. Vsak trenutek dneva. In zato mečejo puščice v vas in gledajo, katere se primejo. In tako pride do čustva jeze. Demon jeze, pridi. Zdaj imaš pot noter. In bo vstopil vas. In bo začel prevzemati vedno več nadzora nad vami. Gospa je vprašala, če je tisto iz knjige Education 127. Ja, tako je. Bom delil te slajde. Nasprotnik ne more brati misli. Nasprotniku duš ni dovoljeno brati človeških misli, torej satanu.
Vendar je navdušen opazovalec in zapisuje besede, upošteva dejanja in spretno prilagaja svoje izkušnje, da bi soočil s temi, ki se postavljajo v njegovo oblast. Če bi si prizadevali zatreti grešne misli in občutke, če bi se kaj prizadevali? Zatreti, če bi se bojevali v Jezusovem imenu, če bi se naučili izganjati hudobne misli, če bi si prizadevali zatreti grešne misli in občutke, ne da bi jim dali nobenega izraza z besedami ali dejanji, bi bil Satan poražen. Naj vam torej dam za znanost, kako to deluje. Grem čez cesto in demon samomora me napade in reče, sovražim se, ko bi se lahko ubil, nihče me ne ljubi. Ta trenutek imamo izbiro. Lahko sprejmem to misel in rečem, ja, to sem jaz, ali pa bom šel, ne, to nisem jaz. Ker v Bibliji piše, poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. In če se oprimem te Božje besede, potem bo ta glas izginil. Če pa grem v kuhinjo in primem nož in držim nož, potem se ta misel ojača. In sem sprejel idejo od demona samomora, da naj se ubijem. Tako deluje. In recimo tudi, ko držim ta nož in se začnem recimo rezati roke, zapestja, veliko ljudi, ki se poškodujejo, se rade tako poškodujejo. Punce, ki sem jim tudi svetoval, to nekako postane odvisno od tega. Ko dovolijo te misli, da prihaja v akcijo, potem demoni postanejo močnejši in vedno močnejši. To bomo šli v detajle kasneje. Mnogi so resnično zaskrbljeni, ker jim na misel pridejo nizke ponižujoče misli, ter jih ni mogoče zlahka izgnati. Satan ima okoli nas svoje zlobne angele in čeprav ne znajo brati človeške misli, pozorno spremljajo njihove besede in dejanja. Satan izkorišča slabosti in pomanjkljivosti značaja, ki se tako razodevajo, ter pritisne svoje skušnjave tam, kjer je mogoče moč odpora najmanjša. Daje zlobne predloge. Torej, demoni kaj delajo? Zlobne predloge. Kako to imenujemo? Negativne misli. Daje zlobne predloge in navdihuje posvetne misli, vedoč, da lahko tako pripelje duše v obsodbo in suženjstvo. Kaj to imenujemo? Obsedenost z demonom. Tistim, ki so sebični, posvetni, pohlepni, ponosni, ki iščejo napake ali so nagnjeni k odvračanju pozornosti, vsem, ki gojijo napake in pomanjkljivosti značaja, Satan predstavlja popuščanje samega sebi in vodi dušo na pot, ki jo svetopismo obsoja, vendar se zdi privlačna. Tako se v bistvu vse začne. V mislih. To, kar sprejemate v misli. Prvi nasvet, ki ga dajem vsakomor, s katerim se posvetujem, vaše misli niso vedno vaše misli. To je zelo pomembno, da se zavedate, če nekomu ga posvetujete, ki je bipolarni, šizofren in celo ima depresijo. Vaše misli niso vedno vaše misli. Izberete lahko, da sprejmete misli ali pa te misli grajete. Bog nam je dal moč za to, da lahko to storimo. Torej, zavednost tega nam lahko pomaga, da se pravilno odločimo, kaj ne? Amen? Zato so te citati tukaj, da vam pomagajo, da imate to izbiro. Zakon misli in občutkov. Po naravnem zakonu se naše misli in čustva spodbujajo in krepijo, če jih izražamo. To pomeni, ko govorimo, povemo naše misli, to postane večji del nas. Predstavljajte si 10 let, če je nekdo od mladih nog, recimo od 5 let, 6, 8 let, da ga nekdo zlorablja doma, kot otrok. Demoni bodo prišli, to vem, ker sem že svetoval tudi 5-letnikom. Je imel demonske prijatelje, zato ker so jo spolno zlorabili. Demoni so prišli, so postali njeni prijatelji in imena njim je dala tako kot poljubčki ali pa recimo seksualno povezana imena. Taka imena jim je dala. Ko je bila v srednji šoli, je že poskušala samomor. Prvič. Ko je bila na univerzi, je drugič poskušala samomor. In potem so jo vrgli ven in to je bila adventistična univerza, šla domov in spet poskušala tretjič se ubiti. Takrat sem imel srečo. Rekli pa so, da je bipolarna.
In preko vseh teh let, v bistvu za njo je bilo to bolj kot samo misli, postali so dobesedno vidni za njo, prijatelji. Videla jih je. Ko so v bistvu na njen vtisnili njeno identiteto. Tako je odraščala z slabim imenom. Ne bom povedal njega imena. Ampak odrasla je sicer z lepim imenom. Demoni pa so jo imenovali po vzdevku. Tako dolgo, da je začela vsem govoriti, naj jo tako imenuje. Zdaj, ker je to moj vzdevek. To je moj vzdevek od mladih nog. Tako je prevzela identiteto demonov, ki so ji jo tudi predlagali. To demoni hočejo. Te misli, ki jih spravljajo v naše glave, če izberamo in sprejemamo te misli, potem bomo postali to. In demon samomorilnosti, depresije, demon sovraštva, neodpuščanja, vsi ti demoni se bodo ustoličili v nas, zato ker smo pustili sprejeti njihovo identiteto. Seveda nam to ni potrebno. Tukaj je risanka, ki bi vam jo rad pokazal, ki prikaže, kako demoni delujejo. Dve prijateljice imamo. Ena je Nancy. Zjutraj se zbudi, se pripravi za delo, poje himno, Bogu na slavo. Nancy prepeva hvalnice Bogu, medtem ko se pripravlja za delo. Danes se še ni niti videla s Sally. Kar naenkrat pride demon, ko poje, in ji da misli v njene misli. Mislim, da Sally včeraj ni oprala posode. Ker se misli začnejo z mislim, jaz, Nancy tako predvideva, da gre za njene lastne misli. Še naprej gremo. Demon ji vsili še eno misel. Tako lena je, da nikoli ne naredi svojega dela domačih opravil. Izkorišča me. Demon še naprej gradi njeno jezo tako, da ji vsiljuje vse več negativnih misli v Sally. Sedaj pa se Sally zbudi, se pripravi in Nancy je na poti ven in Sally reče, dobro jutro, kako si danes? Do takrat, ko se srečata, je tako jezna, zaradi tega, ker je sprejela negativne misli v svojem umu, da vse, kar počne, je da jezen adijo. Mimo grede, Sally je naredila posodo, ampak Sally je prejezna, da bi to sploh opazila. In to se dostkrat zgodi med zakoncema. To govorim iz osebnih izkušenj. Kaj sem storila? Si je mislila Sally. In demon prije do nje. Domišlja si, da je toliko boljša od mene. Zmeraj je tako nesramna do mene. Demon sedaj začne manipulirati Sally. In ona sprejme to misel zaradi tega osebnega zaimka. Obe dve gresta narazen in začnete graditi sovraštvo druga do druge. To se dogaja vsak dan pri zakonskem paru. To se dogaja vsak dan v naših domovih danes. Kar bi morala storiti je to. Nancy poje himno Bogu. Ni še videla Sally, demon pride in reče, mislim, da Sally včeraj ni upravila posodi. Nancy prepozna, da te misli niso v skladu z Jezusom Kristusom. Gre za demona. Demonske misli. Samo malo, to niso moje misli, Satan spet nagaja. Tebe, Satan, in tvoje demone karam v imenu Jezusa. Ne bom sprejela tvojih misli o Sally, sedaj se poberi, odidi. Demon skoči čez ogenj in Sally se zbudi, reče dobro jutro in obe dve sta dobro začele dan skupaj. Tukaj je Nancy prepoznala prav izvor misli, se sklicevala na Jezusovo moč, je izgnala Satana in tako dobila zmago. To je praktičen primer, kako vsako misel dati v poslušnosti Jezusu Kristusu. 2. Korinčanom 10, 5. vrstica. Je to logično? Razumljivo? Upam, da je to dovolj praktično. In tako nas demoni napadajo. Še posebej za mlade punce, ki so imele travme v mladosti in potem odraščajo. Tako je demonski glas v njihovem življenju zelo močan. Demoni prežijo nad travmatiziranimi in zlorabljenimi žrtvami. Tako odrastejo desetletja z identiteto, sprejemanjem identitete teh demonov in postanejo tako močni v njihovem življenju. V enem trenutku pride do obsedenosti. Tu vidite preprost diagram, ki bi ga rad podelil z vami. Negativne misli,
Vir negativnih misli sta Satan in zli duhovi, demoni. Zakaj? Zato, ker Satan vas ne bo zapustil, da grešite sami. On ne bo riskiral, da boste sami od sebe grešili. On bo šel in spodbujal to. Prisilil vas bo to. Vplival bo na vas. Kakršnakoli negativna misel lahko pripišete hudiču. Lahko jo pripišete demonom. In kako lahko to storijo? Z odprtimi vrati. To se bomo jutri pogledali. Ampak kako lahko nasprotujem temu? To lahko kontriram s pozitivnimi mislimi od Boga. Edini način, ko se bom lahko bojeval te negativne misli, ki poskušajo prevzeti nadzor nad mojim umom, da citiram pozitivne misli iz Božje besede. Zato je pomembno, da preučujemo svetopismo, duha preroštva in da si zapomnimo besedila na pamet. V naši cerkvi to počnemo z svetopisemskimi pesmimi. Spodbujam vas v to. To je za nas, ko smo se začeli ukvarjati z tem, da so te pesmi zelo pomembne, ki vključujejo biblične vrstice. Ko jih začnete peti skozi dan in izklopite vso ostalo glasbo, potem vam bo Bog dal večjo moč, zmago nad grehom. Tukaj je ta znanost. Torej dobim negativno misel, predstavljam si te misli, mi prihajajo in na koncu misli postanejo v dejanje. Ko naredim to dejanje, če počnem ta dejanja večkrat, potem postane navada. In ta navada, če to nadaljujem celo življenje, potem postane prisila oziroma zasvojenost. In ko to nadaljujem, postane v bistvu obsedenost. In nas demon obsede. To je nekako matematika, kako Satan dobi nadzor nad našim življenjem. Vedno bolj. Večkrat na dan je treba dragocene zlate trenutke posvetiti molitvi in preučevanju Svetega pisma. Če si le želimo zapomniti besedilo, da bi lahko v duši obstajalo duhovno življenje. Postavite zid svetih spisov okoli sebe in videli boste, da ga svet ne more porušiti. Zapomnite si vrstice Svetega pisma in ga nato vrzite Satanu, ko pride s svojimi izkušnjavami. Pisano je. To je način, kako se je naš Gospod srečal s Satanovimi izkušnjavami in se jim uprl. Torej, kdorkoli se ukvarja z negativnimi mislimi, samomorilskimi mislimi, bipolarne misli, šizofrene misli, kdorkoli, ki ima probleme z kompulzivnostjo, da se ubije, učite se svetopismo na pamet, vrstice. To vam bo pomagalo. Sedaj na koncu bi rad uporabil čas in govoril o tem, kaj je razlika med zatiranjem, nadlegovanjem in obsedenostjo. Tri različne interakcije z demoni. Torej, kaj je nadlegovanje oziroma zatiranje? Biti napaden fizično, duševno, čustveno ali duhovno. Če imate misli in občutke, vendar se lahko odločate, ali boste sledili ali ne. Torej, imate te močne siljenje, da nekaj vas nadleguje z te misli, ampak še vedno se lahko odločite in se obranite. Preden vzamejo nadzor in nimate več nadzora na tem, takrat je potem že obsedenost. Jezus je bil zatiran in mučen, vsi kristjani so zatirani in bodo do Jezusovega prihoda. Vsi bomo imeli negativne misli, ki nas napadajo neprestano, ko gremo čez ta krščanski pot. Psalm 9, vrstica 10 pravi. Piše. Tako je Gospod zatiranemu zavetje, zavetje v času njegove stiske. Torej, ko smo zatirani, lahko zbežimo k Jezusu, On nam bo zatočišče, zavetje. Obsedenost. Kaj je obsedenost? Kakšni so nekako simptomi obsedenosti? Tukaj je napisanih nekaj simptomov obsedenosti. V bistvu mora iti za neko kombinacijo večjih različnih simptomov. Torej, ne hodite okoli in govorite, da so vsi obsedeni. Molite glede tega in vprašate, ker je to zelo občutljiva, kočljiva tema. Torej, ne hodite okoli, ti si obseden, ti si obseden. Govorjenje v tretji osebi. Dostikrat ljudje, ki jim skušam pomagati, ki je obseden, bojo rekli mi, naš.
mi, nas. Neobvladljiva dejanja, besede, občutki, prisiljeni delati stvari, ki jih nočejo. Počutijo se, kot da so voznik na zadnjem sedežu. Brez nadzora. Tista punca, kateri smo pomagali, ki sem pregovoril, v 5 letih, ko je imela demonske prijatelje, ko smo prvič začeli, ko smo ji pomagali že, je prišlo zjutraj, ko se je zbudila in so demoni jo vzeli v svoje roke, so vzeli njene roke in so jo začeli zvijati okoli in okoli in tako je bila vsa zvita in čudna. Radi mučijo ljudi na ta način. Ko se kaj takega dogaja, potem vemo, da so demoni prišli nazaj. In potem ponovimo stvar še enkrat. Slišijo morda glasove, zlobne, negativne, ki se ne ujemajo svetopisansko resnico, vidijo morda demone, pojave, tako kot moja žena. Samo zloraba, rezanje, tetovaže, piercing, veliko mladih dan danes, katerim pomagam, pri 10 letih, 11, 12, so jih starši pripeljali k meni, so se začeli rezati. Mnogo tega ima povezane z gledanjem grozljivk. Mladi otroci to počnejo, eden izmed razlogov je lahko to, da imajo preveč stresa, zato zaradi prepira doma, ali pa so gledali grozljivke. Grozljivke so v bistvu direktno odprta vrata, ko demoni pridejo v vas. Če gledate, torej nehajte gledati te stvari. Tatuji, preoblikovanje telesa, samozadovoljevanje, motnje hranjenja, droge, zasvojenost s spolnostjo. To so vse samo zlorabe. Mučeni po dnevi in po noči, težave s spanjem. Nekaj ljudi, ki smo jih svetovali, so vsako jutro in vsak dan na piko so se zbudili ob enih zjutraj ali ob 2. In ni bilo zato, ker so Jezusa prosili, da jih zbudi, da bi brali Biblijo, recimo. Ampak zbudili so se, pa če tudi so šli spat ob 12. Še vedno se bodo zbudili ob 1, recimo, ali pa 2. Ob kjerikoli uri gredo spat, so se zbudili točno ob isti uri. Demoni poskušajo uničiti njihovo spanje. Duševne bolezni, izkrivljanje, to zvijanje, paranormalne zmogljivosti. Ena izmed naših bibličnih sodelavk se je igrala z Ouija desko, preden je prišla na našo šolo. In potem so je demoni začeli je dajati vpogled v to, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Tako je začela predvidevati stvari za prijatelje in jim povedala, čez 2 dni te bo tvoj fan zapustil, čez 3 dni se bo še nekaj drugega zgodilo in tako je začela dobivati te paranormalne zmogljivosti. Nadčloveška moč. Za tiste, ki so lahko obsedeni, včasih dobijo to super nadnaravno nadčloveško moč. Za tiste, ki so slišali pričevanja Ramone Sandy, ne vem, kdo je to. Sandy je v enem trenutku lahko obrnil kol na glavo velik piano. To je primer take moči. Znanje prej neznanih jezikov, govorjenje v jezikih, nenaravni gibi telesa, žaljenje, bogokletje, pojav ran, ki izginejo tako hitro, kot se pojavijo. Torej med pandemijo, ene izmed teh reči je bilo, veliko otrok je začelo imeti tike, Tourette sindrom. Kar naenkrat so otroci, ki so gledali TikTok ali Reels iz Facebooka, Instagram, so začeli delati to. In niso mogli nehati delati tega. Tik z gibanjem glave. Potem so začeli grdo govoriti, preklinjati družino in jim govoriti, da naj pomrejo. Tako so demoni prišli noter, zato ker so to gledali. In to je eksplodiralo v času pandemije. Vsi so bili doma in so gledali te reči. Misliti, da smo obsedeni, živeti nesveto, zlobno življenje, življenje zunaj pravil družbe, biti nenehno bolan, ko gremo pa k zdravniku, pa nič ne najdejo. Torej, če ste neprestano bolni ali pa se počutite, da ste bolni, greste v bolnico in zdravnik pravi, nič ni narobe z vami, to samo po sebi ni, da ste obsedeni. Ampak, če je pa kombinacija večjih teh stvarih iz tega seznama, 4-5 stvari, potem pa morate začeti razmišljati, moliti za modrost. Skleniti pakt s hudičem. Moja babica od žene je to storila in to je vplivalo na vse kasnejše generacije.
Če vas nadigujejo duhovi, biti sit življenja, imeti samomorilne misli, neprestano, počutite se neprijetno, grdo in nasilno, delate zvoke in gibe kakor živali, živeti v preteklosti, jeza, grenkoba in neodpuščanje. Ena izmed največjih odprtih vrat, še posebej za gospe, punce, je v bistvu neodpuščanje. Ne vem, je to prekletstvo ali blagoslov, ampak moški nekako prespijo in naslednjo jutro se zbudijo in pozabijo, da je karkoli bilo slabega, da so bili jezni, ampak ker ženske čutijo stvari, čustva, so veliko bolj emocionalna, čustvena, ko čutijo dogodek. In zato je za može, nič pomembnega. Ampak žena se tega drži mesece in mesece. Torej, neodpuščanje je ena izmed najbolj močnih, nevidnih vrat, za katere ljudje mislijo, da ni nič narobe s tem. Mislijo, da je to samo v njenem srcu in nihče ne ve tega in ne zavedajo se, da v bistvu odpirate vrata za demona neodpuščanja. Večkrat, ko smo osvobajali od demonov, je eden izmed največjih vrat, katerih se ljudje držijo, še posebej ženske, tiste, ki so bile zlorabljene, je v bistvu neodpuščanje. To je nekako tisto, kar za tisti, ki imajo to kot navado, da je to greh navade, ne razmišljaš nič o tem. To je pač del vas, da ste neodpustljivi, da se držite tega neodpuščanja. Ampak to je nevidno. To je tako kot, če je nekdo jezen, lahko vidim, problem imaš z jezo. Če si pa neodpustljiv, pa to ni tako jasno, dokler se to ne izlije. Torej, ukvarjati se moramo tudi z našim neodpuščanjem. In še nekaj, kar ljudem povem pri posvetu, je, da če imate težave z odpuščanjem, bi na to reč mogli gledati tako, kot je to Jezus. Jezus nam daje njegovo vero, Jezusovo vero, nam lahko daje tudi njegovo odpuščanje. Torej, ni vam potreba nekomu odpuščiti. Samo Jezusa morate prositi, da vam da njegovo odpuščanje, da ga lahko nekomu odpustite. Ne? To nam tudi olajša stvar, da se to lahko zgodi. Torej, če ste nekdo, ki ne odpušča, potem vas izzivam in vam svetujem, prosite Jezusa za odpuščanje in dajte ljudem Jezusovo odpuščanje in ne vaše. Tako kot nam je Bog obljubil njegovo vero, Jezusovo vero, njegovo ljubezen, nam bo tudi dal njegovo odpuščanje, da lahko to odpustimo drugim. In to nam olajša, tudi za nas, da to lahko naprej predamo. Ko je Jezus pričel s svojim službovanjem, so to bile njegove besede, Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim, poslal me je, da ozdravim te, ki imajo strto srce, da oznanim jetnikom prostost in slepim obnovim vid, da spustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Torej, naša odgovornost je kot Jezusovi učenci, da gremo in učimo druge, kako so lahko rešeni. Da pridigamo drugim, kako jim lahko pomagamo ven iz sužnosti greha. Jezus si želi, da nam da svobodo takoj. Ne želi si, da traja to leta in leta trpljenja pod grehom. To ni Bog ljubezni. Bog si želi dati zmago, ampak nažalost v cerkvi tega mnogo ljudi ne govori, kako se lahko rešimo sužnosti greha. Zato tudi te reči delim sedaj z vami. Značilni simptomi obsedenosti. To smo že šli čez. Še en citat bi vam rad prebral. Veste, ker smo že veliko govorili o tem, kako Satan lahko prevzame nadzor nad našimi mislimi. Zato bi vam rad podal to eno obljubo, ki ga Ellen White podaje nam, in s tem bomo zaključili s to obljubo. Najšibkejši Božji otrok, najbolj zatirani, lahko v Jezusu najde upanje, usmiljenje in ljubezen, ki nima primere. Vera v Kristusa nam prinaša neskončno moč. Če želite biti svobodni in pokličete k Jezusu, vas bo osvobodil. Včasih se matramo, zdaj, ker se še nekako želimo držati tega, ali pa nismo pripravljeni prepustiti nekega drugega dela življenja, za katerega Bog moramo predati, ali pa ne razumemo koncepta. Nekoč sem nekoga posvetoval, ona se je ubadala z zelo bolečino na srcu. 7 let. Strah. Anksioznost. In vsakič, ko je videla otroke, je začela jokati in jokala tedne neprestano. In tako je bolelo na srcu.
Razlog pa je prišel za to bolečino, zato ker je imela abortus, ker je prišla iz srednje šole na univerzo in takrat je verjela, da 7 let od takrat, da je to posledica njenega greha, da Bog kaznuje s to bolečino. Ko smo začeli ji svetovati, jaz in še ena gospa, delavka, z njo, sem ji povedal, da to ni Bog ljubezni. Bog ljubezni ne bi dal take bolečine na srce za 7 let kot posledico vašega greha. Bog si želi, da nas osvobodi, da nam da veselje, da nam da absolutno svobodo, ljubezen in veselje, radost, ko smo svobodni od hudiča. In s tem se je bojevala več tednov in ni mogla, tako utrjena v mislih, da so mislih, ki so ji demoni dali v njene misli, kot posledice greha. To je verjela in tega ni mogla spustiti. Po drugem tednu je poskušala izganjati demona in vsakič, ko je prišla ta bolečina, je rekla, ukorila to, ampak je šlo stran in potem je spet prišli nazaj, ker so poskušali, testirali so jo. Na koncu se je pač oddala. Ampak po 3 tednih posvetovanja je končno se zavedala, da mora biti odločna, da se bojuje ta boj. Verjeti mora z vsem srcem, da se bo bojevala skozi vse te ponovne napade, dokler ni bila svobodna. Ker je končno prišla do verovanja, da Jezus jo želi osvoboditi. Ko je torej ukorevala in zatirala te demone z vedno večjim 3-4 je nekako, so zginili. In ta bolečina je zginila. Od takrat. Jaz bom nadaljeval z deljenjem teh slik, ampak za njo je pa to bilo pomankanje razumevanja. Še vedno je sprejemala to miselnost od demonov. Mogoče Bog res me hoče kaznovati. Morda me Bog resnično hoče, da imam to bolečino v mojem življenju, do konca mojega življenja. Resnično je mogla priti na prav nivo z razumevanjem teh reči. Lahko se oprimemo božanske narave, potem ko smo se izognili pokvarjenosti, ki je na svetu zaradi poželenja. Zato se nobena duša ne rabi onesvestiti, nobena duša ne rabi izgubiti poguma. Ne glede na to, kakšna je vaša šibkost, ne glede na to, kako slabotni ste, je za vas v Bogu upanje. Naš dragoceni odrešenik je prišel, da bi rešil do skrajnosti vsako dušo, ki bo prišla k njemu. Amen. Torej, tudi najšibkejši med nami, najbolj zatirjeni, najbolj obsedeni, Jezus lahko osvobodi. Nihče ni nad možnostjo rešenja. To je tudi zame pomembno, ko poskušam pomagati ljudem, ker včasih ta punca, ki je bila obsedena, od 5 let, 4-5 let smo ji poskušali pomagati. In v teh časih, kjer so demoni spet skušali mene, da bi odnehal z njo. Ampak povedal bom njeno zgodbo v sledečih dneh. Danes pa se je naučila, da jih izžene sama od sebe in več ali manj je svobodna. Včasih jo še vedno napadajo, sedaj trenutno je svobodna od sovražnika približno 1 leto. Ampak 5 let je trajala njena pot. Včasih je demon skušal celo mene, da bi rekel, mislim, da je ni mogoče pomagati. Ampak hvala Bogu, da Jezus se ni nehal potegovati za njo. Tudi jaz nočem tega. In smo doživeli danes svobodo za njo. Molimo. Oče nebeški, hvala ti, da tudi najšibkejši otrok, da ga ti lahko osvobodiš. Nisi odvisen na naše sposobnosti, nisi odvisen na našo inteligenco, nisi odvisen od tega, kako močni smo v umu. Tudi najšibkejši izmed nas lahko pridemo k tebi in zakričemo Jezusu in smo svobodni, če vztrajamo. Zato te prosim, Gospod, če so reči, če kdo se tukaj ima probleme z zatiranjem, nadlegovanjem, obsedenostjo, te prosim, Oče, da jih ti spomniš, da ti to spomniš v njih srci, da tudi kolikorkoli so šibki, da je Jezus močnejši in da bo on premagal hudiča. Hvala ti, Gospod, za tvojo milost. Razpusti nas tvojo prisotnostjo v Jezusovem imenu. Amen. Hvala. Sedaj pa vprašanje. Hvala za poslušanje. Upam, da je bilo kaj razumljivo.